Če misliš, da je vsaka najstniška obsesija s heavy metalom samo faza, se motiš. Ker včasih ni faza, včasih postane ritual, včasih se konča z umorom. Tole je zgodba o Elise Peller, 15-letnemu dekletu, ki ni naredila nič narobe. Razen tega, da je živela v napačnem času, v napačnem kraju, ob napačnih ljudeh. Tole je eden najbolj grozljivih true crime primerov iz 90-ih let, zgodba o prijateljstvu, obsedenosti, satanizmu in smrtno nevarnem vplivu glasbe. Če ljudje to dovolijo, seveda. Kakor ste videli verjetno iz thumbnaila ali pa če ne iz thumbnaila, iz naslova, je to dejanski primer, ki je navdihnil vsaj uvoden del filma Jennifer's Body. A ste gledali to grozljivko? Svo nema je grozljivka, ki meni se zdi tako easy smešna zraven, ampak jaz se spomnim, sem to gledala dolg nazaj, po mojem sem bila najstnica, kjer je cajti, in sem bila that movie is so weird, sploh ne kako se počutiti na koncu, sploh ne je to grozljivka, na koncu mi je bilo ful smešen, Megan Fox itak cela huda noter, ful čudni odnosi, pač na koncu sem bila confused, ampak je pa ki ga hočeš vsak let enkrat gledati, a veš kaj? Which reminds me, da ga ne gledam vsak let, niti približan in ga bom po mojem danes. Ker, mislim, da se celo govori, da bo prišel sequel. A se meni to bleda, je nekdo rekel, da bo. V glavnem. A veste na začetku te grozljivke, kad Jennifer dejansko umorijo uni člani benda, samo da je niso dejansko umorili, ker se spremenijo fucking man-eating vampirja? No, ta primer dejansko na začetku je ful podoben in ja, je tudi povezan med sabo. Drugače, ko snemam take videe, jaz prej raziskujem in grem na razne forume in na Reddit in v razne članke. Včasih šel po policijsko dokumentacijo, če kdaj je dostopna sploh v Ameriki. In pa se kdaj sprašujem, koliko tega ostane tam zunaj, koliko ljudi lahko sledi mojim klikom, koliko ljudi lahko vidi moj IP naslov brskal te stvari, kar je mal scary. Zato že dolg časa uporabljam VPN. Natančnej, Surfshark VPN. Zakaj? Surfshark ti omogoča popolno zasebnost pri brskanju. Tvoj IP naslov, torej s ki točno brskaš, je skrit. Tvoji podatki so zaščiteni in to še ni vse. Lahko imaš en račun za neomejeno število naprav. A si lahko predstavljaš? Torej, lahko si zaščiten ti, tvoj prijatelj, best friendica, sestra, sestrična, ati, mami in stric, a štegaš vsi in pa ja dostopaš lahko do celotne baze Netflixa, lahko iz ZDA, lahko iz Japonske, lahko iz UK in samo predstavljaj si, kaj vse dobiš. To pomeni tudi več true crime vsebin, ki jih v Sloveniji nikdar ne boš našel. Imaš pa še možnost Surfshark One, omogoča ti, da ustvariš alternativno identiteto. Dobiš opozorila, če pride do vdora v tvoje podatke in imaš vgrajen še antivirus, tako da si zaščiten na vseh levelih z vseh stranih. Zdaj pa pet na tale link, ki je tudi v opisu mojega videa in uporab mojo kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Kva pa to? Zdaj gremo pa naprej v video. Žrtev v temu YouTube videu True Crime je Elise. Kdo je pravzaprav Elise Bla? Elise je bila rojena 24. aprila 1980. V mestu Templeton, Kalifornija, spet Kalifornija, presežem, da zadnji moji true crime so vsi v Kaliforniji, ampak to mesto je res lepo. Poleti se kosi trava, otroci so na kolesih, vse je ful lepo, uni špricari zalivajo njihove travnike okrog hiše, it's adorable, nič hudega se tam ne zgodi. In tudi Elise so vsi opisovali kot žarek svetlobe. Bi rekla, da tudi vizualno, ker je bila res taka blond, modre učke, 15 let, ko je izgubila življenje in bila je tudi ful ustvarjalna, pri njej poudarjajo to, kako je rada šivala obleke. Ona je sama sebi doma šivala obleke in jih je potem tako nosila za v šolo. In je ful zanimivo, se mi zdi, pri 15 letih se mi zdi, da bi nekdo začel mečkan to delati ali pa mečkan za joke ali pa da bi eno obleko naredil, ampak ona je cele garderobe se iz tega delala in je imela res tako hobi, ki bi se potencialno spremenil v dejanski biznis in ja, taka ustvarjalna mlada duša. Njena mami Lizen jo je opisala kot dramatično, pogumno, z občutkom za estetiko. Tudi njeni učitelji so jo opisali kot ful pridno, drugi so opisali kot tisto tipično punco iz soseske, ki je bila lahko tvoja sestrca, tvoja najboljša prijateljica, tudi taka, ki je hotela vedno pomagati. In jaz mislim iskreno, da je to en izmed razlogov, da je ona na koncu postala žrtev teh 3 fantov, ni zato, ker je imela to svojo nedolžnost v sebi in je bila tak angelček. Kdo so bili ti 3 fantje, ki so ji to storili? Bili so 3 in veš, če se ponavljal ta vzorc, da je bil eden tisti bolj pobudnik in glaven, eden je bil majčken bolj neutralen prav vsem skupaj, ampak še zmer grozni zločinci in tretji nekako, ki mu je bilo pa na koncu žal. In sicer, eno ime je Royce Casey, drugi fant je Jacob Delasmat in tretji Joseph Fiorella. Zdaj ne vem, je bil on Italijan ali kaj, tak italijanski priimek. In ta Fiorella, Joseph Fiorella je bil tudi tisti, ki je bil največji pobudnik za ta njihova dejanja. Te 3 fantje so hodili v isto srednjo šolo kot Elise, torej so se poznali, s tem, da so bili oni majčken starejši, ona je bila pa bolj na začetku srednje šole. In so se poznali na videz in tudi tako so se poznali. Torej, če je Elise izstopala potem, ko je bila nežna in čuteča in tak angelček in ustvarjalna, so oni stopali
na drug način, bili so ekstremni ljubitelji death metal glasbe. Posledično zaradi te glasbe, oziroma kakor so se oni ta besedila interpretirali, so iskali neko moč. Hoteli so biti cool, hoteli so biti obsedeni so bili z bandom Slayer. Jaz ne vem, je ta band še aktiven ali ne, napišite v komentar, ampak veliko njihovih besedil govori o smrti, o truplih, o nekih bogovih smrti. Kaj jaz vem, iskreno, nisem sploh v teh vodah. Njihove besedila govori o smrti, bolečini, posmrtnih svetovih. Kar za večino pomeni sam glasbo, je za te fante postal neke vrste religija. Joseph Fiorella, ki sem ga prej omenjala, je bil konec koncev najmlajši med njimi, je bil pa tudi najbolj zloveščen. Je študiral ta besedila tako kot svojo sveto knjigo, tako kot Biblijo, tako kot da bi svoj nov kult ustanovil. Vse, kar je on prebral, je vzel kot sveto in se je tudi počutil, da mora te stvari na eni točki izpolniti, da bo oni med sabo tudi imeli band, in je bil prepričan, da če bojo sledili tem besedilom, da bojo lahko napredovali, da bojo hitrejši, da bojo boljši igrali in potencialno mogoče prišli do slave. In sčasoma so postali obsedeni tudi z Elise. Oni so jo že prej opazovali in so razmišljali o tem, kako ji prideti blizu, in so očitno prišli do nekih loopholov, in to, da ona, kakor je bila perfekt angelček, super punca, je imela neka svoja nagnjenja, še vedno je bila najstnica in je imela te fore, da kdaj pa kdaj odšla, pobegnila od doma, se snikneš ven, ali čez okno, ali čez vrata, in je to včasih naredila in so oni to tudi vedeli in so jo sčasoma začeli vabiti kaditi travo. Ona naj bi sodelovala samo pri tem, da z njimi občasno kadila travo. Čeprav je res zanimivo, zakaj so se sploh nekako dobili, ker je bil ta kontrast, da veš, ne vem, kaj so imeli oni skupenega konec koncev, ker oni se njej so zdeli pač taki čudni, nenavadni, ampak očitno so ji bili tudi zanimivi. Mogoče je bil kdo celo všeč, bog ve, ne vem. In ja, te fanti drugače so tudi jemali, mislim, da je bil acid in pa je bil speed je bil, plus travo, ne, tako da so že kar eksperimentirali z raznimi drogami, pa tudi nasploh so bili precej problematični. Razne izključitve iz šol, razne kazni niso bili. Tudi enega brat, ne vem, katerega je enkrat pretepel enega mladega fanta, ki mu je tisti mlad fant hotel ukrasti travo. Tako da res so bili iz problematičnih družin in bili so sami problematični. Ko so z Elise se dobivali in hodili, so kadili samo travo. In najbolj bizarno je, da ko so se enkrat dobili, je prišlo do točke, ko so oni že planirali, da bojo njo ubili in jo žrtvovali v tem njihovem ritualu, da bo pač postala žrtva in bojo oni boljši postali kot band. Je en izmed njih rekel, kao, daj naredi zdaj to. In je ona to slišala in je bila tako kot ono, kaj da, fakt se tle dogaja. Oziroma je mislila, ok, neki imperije, neki se zajebavajo, in je vzela to kot joke in je šla. In oni so se takrat še toliko bolj zasekirali, kao, smo nesposobni, zakaj zdaj nismo mogli speljati tega plana in njej vzeti življenja, in so se potem še dobila, ne. Prav še so se dobili in še tisti večer, preden so se zadnjič dobili, 1995. leta, julij je bil, jo je njen oče videl in se spomni, da je imela v očeh nekaj, da pobegnila ali neki, in še zdaj ga to boli, ker je razumel, da takrat je imel zadnjo šanso, da je mogoče res življenje in to prepreči. Ampak to se nima smisla sekirati, ker ne bi mogel nič narediti, ne bi mogel ugant, ne bi mogel predvideti prihodnosti. Fantazija od Fiorellija je bila, da Elise ubije, da jo daruje hudiču in dobi moč, da postane nekaj več. Njegove besede so bile, da bi igral bolje, hitreje, bolj noro in da bi mogoče postali profesionalni. Ta ideja naj bi se začela kakor šala, ampak se je sčasoma zakorenila, zasidrala in potem je postala resničnost. Kaj impera je spet nek zelo slab prank ali kvaj jim ni jasen, ampak ja, začenjal je biti resnično. Joseph je potem zgrabil nož in jo je zabodel v vrat. Ta zabod v vrat takrat še ni naredil nič tacga ni zadev, da bi takoj umrla, in potem so si začeli ta nož izmenjavati in so jo vsi zabadali v vrat. Nekako jim je to uspelo, sploh ne vem, kako človek kdaj toliko časa preživi, ampak nobena od teh ubodnih ran ni takrat ji zadala smrti. Tako da ona je umrla na koncu v mukah, ki je prosila in klecala na pomoč mami, in ko je pač počasi skrvavela. Nič drugega prej jo ni ubil. Oni so imeli še en bizaren načrt, in ta načrt je bil, da bojo tudi imeli spolne odnose z njenim truplom, torej nekrofilija, če se ne motim. Tudi to so pobrali ven iz pesmi in si tako interpretirali, da morajo to narediti, da bojo še bolj uspešni, še bolj amazing, še več moči dobili. Tudi ja, tudi to so storili. Tudi tem so izmenjavali se pri tem, da so imeli spolni odnos z njenim truplom. Ko je bila pač že mrtva, ne, ko je bila še živa. Fantje so šli naprej s svojimi življenji, kada se nič ni zgodilo. Razen enega. Prav vsak bi pričakoval, da jo imeli neko moralno sporne občutke, da se jo sekirali, ampak v bistvu se je samo eden. Royce Casey je bil tisti, ki je začel psihično razpadati. Prva stvar, nekako jo je naredil, je to, da se je odklopil od njihovega benda. Prej sem pozabila povedati, kako se je temu freaking bandu rekel. Ni smešen, ampak meni je smešen, ker že tako so te dramatične imena bandov, no, moj bog, in oni so si dali ime Hatred, kao sovraštvo, what the heck. Meni je prav bad, a si resen. No, v glavnem, on se je odcepil
od tega benda, je rekel, da več ne bo in potem očitno, ko ga je tako slaba vest pekla, se je počasi priključil dejanskim kristjanom, cerkvi, postaviti pobožen in sčasoma je njegovi glavi začela postajati edina rešitev ta način, da se izpove, da pač prizna, ker ga je očitno toliko mučil, da ni več videl druge rešitve. Sprav, tudi če je hodil v cerkev, tudi če je probal biti ne vem koliko pridan in skoliran, mu očitno v duši ni pomagal. In res potem leta 1996, dolg časa po umoru, dolg časa potem, ko so Elise iskali, dolg časa potem, ko so pričakovali, da mogoče še živa, da je mogoče pobegnila, da se mu mogoče vrnila živa enkrat, je on priznal in sicer župniku in valjda župnik, logična poteza, ki jo naredi to deklico policijo in stvari so šle potem na sodišče in tudi truplo je bilo najdeno. Še vedno je bilo najdeno točno tam, kjer so jo pustili, pa tudi tam so jo zelo rahlo zakrili takrat z listjami in evkaliptusom. Očitno je bila res taka skrita lokacija, da jo noben ves ta čas ni najdel. Je bilo pa truplo takrat že zelo, zelo razpadeno. V tisti zadnjem stadiju, ki si lahko predstavljaš, da je kakršnakoli obdukcija na tem še ful neuporabna, neuspešna, nimaš veliko več za dobiti iz tega. Od Elise mami je rekla, ne moreš si predstavljati, kako je, ko zveš, da je tvoj otrok umiral sam, počasi. Da so jo izdali tisti, ki jih je poznala, da so jo dobesedno žrtvovali. Poj, da si še predstavljaš, da jo žrtvujejo za tako glupost, za ena besedila pesmi. Glavni preiskovalec je bil Doug Odom. In on je mnenja, da so jo izbrali zato, ker je bila blondinka, ker je imela modre oči in ker je bila nedolžna. Po vsej verjetnosti tudi devica in jaz predvidevam, da jim je to zaupala, če so bili pač kolegi, ali pa se je vsaj razbrali iz druženja, ali ni. Verjeli so, da bo kot popolna daritev hudiču, da jim bo dala več norosti, več hitrosti v igranju kitare. In morda, da bodo šli s tem profesionalne vode. Ok, zdaj, če se preselimo kar na sodišče, vsi trije so bili obsojeni na 25 ali 26 let zaporne kazni z možnostjo pogojne izpustitve. Predvidevam to zaradi tega, predvsem, ker so bili še malo mlajši. Fiorella, glavni pobudnik, so ga dali v High Desert State Prison. Casey, tist, ki je priznal, je pristal v Wally State Prison in pa Delasmet pa v Correctional Training Facility. Tem je pa sledila še ena stvar na sodišču, ki ljudje niso jih pričakovali. Starši sta tožila tudi to skupino Slayer, torej to skupino, ki je pisala te besedila, ki so navdahnila te fante, da bi naredili to grozljivo stvar. Se mi zdi zanimiva tematika. Mi zdi logično, da so svoji bolečini poiskala odgovore, kjerkoli bi jih lahko dobila, ampak je res to taka stvar, ki je šlo na sodišče in ta skupina Slayer so bili tako mirni, so pač sodelovali, niso pa dajali veliko izjav, ampak so probali to predstaviti kot to je pač umetnost kot vsaka druga in preprost gre za to, kako si posameznik interpretira. Ja, je temna, ja, veliko govori o smrti, ampak nobenemu ne reče, ej, ubij tega pa tizga. Moram reči, da se delno strinjam. Tle lahko ful debato odpremo, lahko spod pišete, kaj mislite, ampak je res, ker ne vem, še Taylor Swift vzela v zadnjem albumu zapoje Your wife waters flowers, I wanna kill her, ali pa da njena mama je rekla, da hoče, da bi bila sem zakomplicirala. Zdaj, če je muska toliko dark, še ne pomeni, da če bi sedela v smrti, da koga nagovarja. Je pa problem verjetno posamezniku, če to tako razume. Zdaj, tako da bi rekel, da je nekdo naredil grozljivko, ne vem, Chainsaw Massacre in da ta grozljivka kogarkoli direktno nagovarja, ne gre poklat tam eno družino sred puščave. Sodniki so dvakrat to tožbo zavrnili in takoj zaprli in rekli, ne bomo se o tem kaj dosti pogovarjali, ker če bi mi to priznali, da bi to tožbo approval kot če bi Slayer dejansko to tožbo zgubil, bi pomenili, da moramo iti čez celo zgodovino vseh praktično pesmi in grozljivk in vsega, kar je bilo kdaj napisano, zapisano knjig in pač tož do vse povrstke omenjajo smrt. A veš, ali pa karkoli bizarnega rituale, bilo kaj, ne. Mene bi mogli tožiti na koncu, ker take videe snemaš, ko hočem reči. Napište pa, kaj vi mislite. Palerjeva sta trdila, da so pesmi kot Postmortem in Dead Skin Mask spodbujale sledenje temu dekletu, mučenje dekleta, umor dekleta in celo nekrofilijo. Pesmi naj bi vsebovale ekstraktna navodila, kako najti žrtvu, jo ubiti in kako občutiti moč skozi to kot ritual. Je pa tudi ta fant, ko je bil najbolj nekako pobožen in se najbolj sekiral, je rekel, glasba je destruktivna, ja, ampak to ni razlog, zakaj je bila Elise ubita. Bila je ubita, ker je bil Joe Fiorella obseden z njo in z idejo, da jo pač ubije. Tako da ja, mora biti manj tega človeka, ki to posluša na tej točki pokvarjenosti, da se to zgodi. Če ste si zdaj približno v glavi izračunali, je približno tistih 25-26 let zdaj minil za te fante in lahko približno povem, kaj se je dogajalo. Pogojni izpust pa Royce Casey, torej temu, ki mu je bilo najbolj žal, on je bil prvi, ki se je odločil, da pove resnico, je izpovedal se je duhovniku in tako. Rekel je, ne moram več živeti z lažjo, vse, kar sem naredil, me bo preganjalo do smrti. Priznam in vem, da zaslužim biti kaznovan. Torej, potem leta 2021
2021 je on tudi zaprosil za pogojni izpust. To je bilo takrat, ko je bil 25 let v zaporu in bil je rehabilitiran in veliko je sodeloval na v raznih terapevtskih skupinah in pa šolal se je za pomočnika v kapelci, pri nas mislim, da so temu rekli ministrant basically, in je potem guverner Gavin odklonil njegovo prošnjo. Rekel je, da se vidijo napredki pri njemu, ampak še vedno teža njegovega zločina odtehta to, da bi bil lahko že izpuščen. Potem leta 2022 je spet zaprosil za pogojni izpust, ker se je mečkan začel vse spreminjati, ker je bil tam en sodnik, ki je rekel, da se mečkan drugače lahko gleda na ta primer zaradi tega, ker so bili fantje tudi mladoletni, ampak so tudi to potem opustili. Tako da Royce naj bi bil dan še vedno za zapahi v Wally State Prison, Kaliforniji, razen če se je zdaj po čisto novem kaj spremenil, pa da jaz nisem prišla do teh člankov. Joe oziroma Joseph Fiorella je tisti najmlajši, ki je bil najbolj bizaren in tudi najbolj brez obžalovanja, tako da on je skoraj zihar še vedno v zaporu. Potem tudi, ko so oni preiskovali njegove zapiske doma, neke vrste dnevnike, je bilo noč, so bile bizarne stvari, grozljive skice, načrti umora, krutost. Prebrala sem tudi, da je on večkrat zavračal sploh ta pogojna izpuščanja, tudi če je imel že priložnost zaprositi za pogojni izpust, jih je zavračal, da hoče ostati v zaporu. Potem pa še Jacob, ki ga jaz opisujem kot neko srednjo mlečno pot, mislim, grozljiv zločin, ampak on je bil neke vrste bolj opazovalec, neki sredanga je sodeloval, sredanga je bil tukaj kriv in je izjavil: "Ne moram več razumeti, zakaj sem sodeloval takrat. Takrat sem bil zgubljen. Mislil sem, da je to nekaj, kar moram narediti. Danes bi dal vse, da bi lahko šel nazaj v tisti gozd in je rekel: beži." Zadnja pogojna obravnava zanje je bila pa določena decembra 2024 in zdaj ne vem, kaj se je zgodilo, tako da spet, če kdo ve, ni mi bilo logično, zakaj bi bil on izpuščen, če tisti, ki je najbolj obžaloval in največ delal na sebi, ni bil izpuščen, tako da dvomam. Kratka, zdi se mi tak primer, ki lahko ful dobro debatiramo o tem vplivu muzike, škaj reče vpliv videoiger, vpliv take glasbe, vpliv grozljivk na dejansko nasilje v družbi. Tako da komentirajte kaj o tem, sploh tisti, maybe poslušate to muziko death metal, kaj sem gledala tudi en true crime, ki ga je opisoval jih nekdo, ki je full metalhead. Tako da ja, napišite, kaj vi mislite, a to vpliva na ljudi ali kaj. Se mi zdi, da če ne drugega vpliva ta zdaj red pill content, glede na to, koliko je teh šolskih streljanj pa. Kratka, to je to za ta video, se gledamo v naslednjemu in pa pejte na tale link, ki je tudi v opisu tega videa in vtipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Drugače pa pridni bote, radi se mejte, Alien Mama out. Bye. Ciao.